Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o vzgoji. Veste, kako zanimivo, zadnje dva dneva mi tako kar odreagira nekaj. V glavnem, piljem se čez Sežano in veste, kako je ozka pa dolga Sežana, oziroma pač zame je ozka pa dolga, v glavnem. In se peljem po pločniku, pač proti meni je bila ena punčka na kolesu, kolesari in imela čelado gor, mečkana punčka, 2-3 leta, 3 leta mogoče. Zraven gre mamica in punčka gleda v izložbo. In v tista mama, namesto da bi rekla, bod pozorna ali pa da bi jo nekako smerila na to, pazi, kje se voziš, jo je z vso silo tako po čeladi udarila. In meni naredi tako, joj mama, ne tega delati svojemu otroku, pač otrok je pozoren na nekaj drugega in normalno, da ne gleda samo ceste. In se odpeljem mimo, ampak mi tako, kar zabolel me je, kar tako, o ne, tako se ne dela z otroci. No, potem gremo v trgovino, danes. In gremo v trgovino in veste, greš približno z istimi ljudmi noter, približno z istimi ljudmi po trgovini in približno z istimi ljudmi prideš dejansko na blagajno. No in v glavnem, ni da ne moreš, pač nisem mogla, da ne bi slišala, v glavnem ena mama je imela fantka 5 let, mogoče starega. In mu tako na glas, z takim razburjenim glasom razlaga, tako, nisi priden. Tako, ne moreš otroku tokrat povedati, nisi priden, ker če mu nekdo ves čas avtoriteta zabija v glavo, da ni priden, normalno, da ne bo priden. In še to, kakšen vzorec ta otrok v zavesti. Dejansko ta otrok v zavesti, jaz sem slab človek, zaradi mene se mama jezi. No in potem, pač parkrat smo se srečali v trgovini, fantek stoji tam vzadje, veste, ko držiš voziček, pa je fantek stal, mama pelje voziček, pa tako, nič ti ne bom kupila, z razburjenim glasom, nisi dovolj priden. No in prideta za mano na blagajno in na blagajni ona reče, fantek mami reče, veš, je babi rekla, da me ne smeš več tolči po ritki, da to se ne dela. Zakaj ne? Ti nisi priden fantek? Veš, da te lahko kaznujem. Okej, v redu, si tiho, normalno, ker ni tvoj otrok, ampak slišiš. No in nakar jaz plačam, pospravljam v voziček in fantek priden. Reče takole na blagajni, zakaj mami pa tale lučka, in ona naredi. Če boš se tega dotaknil, bojo prišli policaji in te bojo odpeljali. Čakaj, kaj ti govoriš otroku? On te je vprašal, zakaj je ta lučka. Tako žalosten je človek, ko sliši razštelane starše, ki vzgajajo razštelane otroke. No, nakar sem pa pač nekje bila, ne bom govorila, kje sem bila, ampak z enim gospodom sem govorila in nekako sva prišla na otroke in se nekaj, jaz sem pa tako dober, jaz sem pa tako pridne otroke in pa tako fajn so, res sem tako ponosna mama. In on pravi, a zamenjate, gospa, jaz vam moje podarim. Vprašam se, rekla, gospod, zakaj? Rekel, noro, midva ženo ne moreva več, stare sta 11 in 13 let, nama se meša. Čakaj, se še niti v puberteto niste prišli in vama se že meša. In zdaj eno stvar, kar bi jaz najprej naredila, pa sem malo poklepetala in se rekla, da je moj velik blagoslov ta, da sem bila pri otrokih doma, da ko so prišle iz šole, jaz sem bila doma in smo vedno jedle skupaj kosilo. In on pravi, midva sva cele dneve v službi, zvečer prideva utrujena domov in potem še, veš, kaj otrok more in da zna in od njega ne zahtevajo in potem šola je največji problem. Učiteljice, Kaj so tukaj uboge učiteljice krive, če ti nimaš časa vzgajati svoje otroke? Pač učiteljica je tam, da ga nauči snov, ne pa da vzgoji tvojega otroka. No, v bistvu, se vem, da problem je večji kot samo moje razmišljanje preko YouTubea, ampak,
če imaš otroke, je za moje pojme, prva prioriteta starša, da si vzame čas za otroka. Ne službo, ne za službo, za otroka. Kako naj otrok, ki ni bil vzgajan z varnostjo in občutkom varnosti, zgradi občutek, da je svet varen? Kako naj otrok, ki je bil vzgajan s kritiko, si vzpostavil zdravo samopodobo o sebi, če je celo življenje poslušal, da je slab človek? Je nemogoč. Je dejansko nemogoč, ker pol pa ta gospod nadaljeval, je rekel, pa sej, to so tam pri 30 letih, to je vse na travi, to je vse zafiksano. Ja, se strinjam, verjetno, da je. Ampak ne moji. A veste? In ena stvar, če imaš otroke, otroku posvečaš čas. Otroka zalivaš s pohvalo, z ljubeznijo. To je gnojilo za otroka, da bo cvetel. Pojďte, prosim vas, če ste starši, ki imate manjše otroke, v knjižnico in si sposodite knjigo Otroci so iz nebes. Knjiga je pisana o tem, kako otroka pripraviš do tega, da dela to, kar ti želiš. Brez, da mu razlagaš, ti si slab otrok, ti nisi to. To je prva zadeva. Druga, v knjižnici si sposodite knjigo, kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. Ključna, zaradi tega, ker mi moramo razumeti, kaj nam otrok sporoča skozi svoja čustva. Jaz imam sicer tukaj knjigo, pa jo nisem prebrala, Skrita sporočila otroka, in zdaj, kdaj sem jo jaz nabavila to knjigo? A veste, kdaj? V 2. ali pa 3. razredu je bila moja ta srednja hčerka neprestano bolna. In ves čas je pokašljevala, pa je bila 2 dni bolna, pa je bila 3 dni v šoli, pa ravno obratno, je bila ponedeljek, torek, sreda v šoli, četrtek, petek je bila bolna. In to se je vleklo tako 3-4 mesece. Ogromno je manjkalo, ampak res ogromno. In seveda sem potem šla tam bronhi, kašljanje, šla gledati v knjigo Louise Hay in noter piše Strah pred avtoriteto. Jaz sem najprej pomislila na sebe, kako sem jaz slaba mama, otrok se me boji. Jaz tako, pojdi k meni, daj mi, tako, kaj sem zdaj jaz naredila? Otrok dejansko ne hodi v šolo, ker se mene boji. Ampak, pa sem pa začela majčkeno raziskovati. Na koncu koncev sem šla na govorilne ure. A je to govorilne ure? Tam, ko se pogovarja z učiteljico in začne učiteljica razlagati. Vaš otrok je tak, same kritike. Sem rekla, jaz mojega otroka ne vidim tako in ne vem, mogoče ima pa kakšno dobro lastnost. No in nakar sem videla, da nekako ne prideva s to učiteljico skupaj in karkoli sem rekla, je ona samo tako, vi kritizirate moje strokovno delo. A veste, koliko sem jaz dala tečajev skozi, šole skozi? A veš, na ta način, ti nimaš pojma, ti si samo mama, nimaš pojma. No, v glavnem. Ker nisva nikamor prišli, sem jaz potem njej napisala pismo. Ampak ne, ti si taka, bi mogla delati to drugače, ti si falila tukaj. Ampak sem ji napisala to, kar ni ona zmogla slišati. In sicer sem ji napisala v pismu, kaj dela dobro, kar jaz cenim pri njej, kaj moj otrok ceni pri njej, zakaj jo ima moj otrok dejansko rad. Njene moči sem ji dala noter v pismo in ko sem ji prinesla to pismo, se ona postavila tako na stopnicah in rekla, jaz od vas ne rabim nič. Bilo je pa to hudo, da dejansko sem takrat razmišljala, kam ne prepišem otroka, a ne otroka prepišem v 2. razred, v paralelko, ali celo v drugo šolo. Dejansko nismo prišli skupaj, ker je bil otrok doma bolan in ko je prišla v šolo, je bilo tako plaz same negative. No, v glavnem. In tukaj je bila res učiteljica, bolna je bila, otroci so ji šli na živce, ja, verjamem. Ampak poglejte, kako smo rešili problem, kaj je bilo z učiteljico. Jaz, ko sem ji napisala to pismo, kaj cenim pred njej, in ko sem jih hotela to pismo dati, ona stoji na stopnicah in pravi, jaz od vas ne vzamem nič. In sem ji samo v cekar noter dala pismo, pa vršite stran.
vam povem, po tistem se je odnos izboljšal, vse se je uredil. Ona je očitno rabila slišati svoje dobre lastnosti, njene moči. Ona je rabila slišati, da je dejansko dobra učiteljica. In mogoče tudi učitelji premalkrat slišijo, da so dobri učitelji. Mogoče poslušajo same kritike, kaj ni v redu. No, zdaj pa grem na tega starša, ki bi pa zamenjal svoje otroke, z mojimi. V glavnem, on pravi, oni ne zahtevajo nič od otrok in popuščajo. In ta šola ni zadosti odgovorna do mojih otrok. Ja, če nimaš časa za svoje otroke, je pa pol šola problem. Vem, da je v današnjem svetu dejansko težko, da starši jejo kosilo s svojimi otroki, ker so v službah. Mogoče so stari starši, ki vam lahko pomagajo pri tem, da otroci jejo kosilo s starimi starši. Ampak kar je najbolj pomembno je to, da otroka zalivaš s pohvalo. Zdaj pa naslednja zadeva. Glejte, če otroku manjka B-vitamin, ni povezave. Če otroku manjka C-vitamin, ni povezave. In otroci, ki jejo hamburgerje, iz bele moke, vse, kar se danes da dobiti, od pice, hamburgerjev, burekov in tako naprej, kje naj otrok dobi B-vitamin? In če nima B-vitamina, mu se gre na živce, že tako ima problem s hormoni in dejansko pade v špiralo, ki se enostavno niža in tone in je zmerom bolj nemočen. In mi starši, če želimo otrokom pomagati, prva stvar, nahranimo jih zdravo hrano. Se pravi, če bo zdrava hrana v hladilniku, to bojo otroci jedli, vse doma. Druga zadeva, jaz mojim otrokom celo mladost in še vedno investiram v njih zaradi tega, ker jim dajem vitamine. Ker je za moje pojme to ena od osnovnih zadev, ki so najbolj potrebne. Brez B-vitamina ni povezave. Pač otroci to rabijo. Naslednja stvar pa, neverjetno, vsak dan jim povem, da jih imam rada. Ampak vsak dan, vedno. Jaz jim povem neštetokrat, da jih imam rada, ker mislim, da je to ena stvar, ki jo otroci ne morejo prevečkrat slišati. Da so ljubljeni, da so sprejeti, da jih ima nekdo rad. Pač to je nekaj osnovnega, kar otroci rabijo za občutek, da so v redu. No in potem je pa še ena knjiga, ki jo najdete, in to je pa, ne vem, kdo je avtor, ampak Pljusk pohval. Well done je v osnovi v angleščini in knjiga pa govori o tem, kako krotivci, vzgajevalci, trenerji kitov, ubijalcev, želijo zalotiti kite ubijalce pri tem, kar dobro naredijo. In dejansko jih s tem strenirajo, da delajo to, kar oni želijo. In poglejte, če vi otroka želite zasačiti pri tem, kar dobro dela, pač mu date neko stvar za narediti, ampak ga potem pohvalite, osvetlite samo to, kar je dobro naredil. Ne vsega tistega, kar ni dobro naredil. Zdaj, sicer jaz sem bila vzgajana s kritiko in enkrat že v odrasli dobi, par let nazaj, nekaj mama kritizira, kaj ni v redu, kar ni v redu, kaj nisem v redu naredila in tako naprej. In moji mami rečem, se reka, veš mama, kako zanimivo je, ko ves čas poslušam te kritike, se reka, kaj pa če bi zamenjala tole ploščo, pa bi mogoče najdla kakšno stvar, ki je dobra. Se reka, eno stvar in naredi tako. To pa ne moš reči, da te nikdar nisem pohvalila. Sem rekla, jaz se ne spomnim. Pač se ne spomnim, da bi lahko rekla, no, to je pa moja mama rekla, to je pa res dober. In tako, ne najdeš, ker ne hvališ in ne moreš najdeti. In potem drugič pridem, skuham kosilo, naredim rižoto, se usedemo za mizo, proba rižoto in reče, rižoto si pa dobro skuhala, da ne boš rekla, da te nikdar ne pohvalim. Veste? In prav to, da gre se za to, da si ti miren, pri svojih starših, ker vsak dela najboljš, kar zmore, kar zna. Ampak mi starši pa imamo naprej odgovornost, da svoje otroke vzgajamo in zalivamo s pohvalo.
čas se spreminja, je drugačen, kot je bil. 70., 80. leta so bila drugačna. Pomembna je bila zunanja slika. Ampak zdaj naš čas, leta 2023 je pomembno, da smo čustveno dobro. In mi, če želimo vzgojiti dobre generacije kasneje, moramo poskrbeti za to, da svoje otroke pač zalivamo s pozitivno energijo. Tako da, ja, to sem želela deliti z vami. Tako mi je zavibriralo vse skupaj in je tako, ne tega delati. A ni škoda otrok, ker otroci so dejansko iz nebes. Jih ni škoda. Tako da, v tej novi knjigi pišem o ranjenih moških, o ranjenih ženskah, o tem, kako ranjene ženske vzgajajo ranjene otroke in kako ranjeni moški vzgajajo ranjene otroke. In ja, čas je, da začnemo mi starši celiti svoje rane, da se pozdravimo in na tak način bomo vzgajali generacijo otrok, vnukov, ki ne bojo več ranjeni, ker jih mi ne bomo ranili, ker bojo drugačni, ker jih bomo zalivali z ljubeznijo. Na koncu koncev, a ni to največ, kar lahko daš naprej, da daš ljubezen. Tako da, ja, uživajte, vse dobro vam želim. In očitno zdaj tole, ko govorim, grejo energije skozi mene tako fulje. Očitno sem nekam dregnila v eno polje energije, ki je precej nakopičeno od neke energije. Tako da je prav, vsak od nas naj počisti pred svojim pragom in verjamem, da se bo svet izboljšal. Vsak ima možnost nekaj drugače narediti. Tako da uživajte in predvsem poskrbite za ljubezen v svojem domu.